TEDx, TEDx, zanimiv dogodek, z zanimivim imenom, pa najboljše, da kar vas kot organizatorja vprašam, zakaj pravzaprav pri vsem skupaj gre? Gre za eno idejo, ki so jo Američani 20 plus let nazaj realizirali, ko so se srečali med sabo in so si začeli deliti ideje in vsak je povedal neko svojo izkušnjo, neko svojo zgodbo in potem so se nekako dogovorili, da bodo pač se malo bolj redno srečevali, povabili ene druge ljudi, ki imajo še druge ideje, ker te druge ideje ti dajo neko svojo asociacijo na to, kaj ti sam delaš, ne pa malo ukradeš, malo si ne prilagodiš in to je vse skupaj preraslo eno druženje in nastale so konference. To zdaj govorimo o teh originalnih TED konferencah. In potem par let nazaj je TED naredil dve stvari, ki sta pravzaprav dosta revolucionarni. Eno je, da so dali vsa predavanja na splet, drugo je pa, da so ta program TEDx ustvarjali in to je program, kjer mi dobimo celotno podporo glavnih teh originalcev in z našimi govorci in z našo idejo organiziramo dogodek v naši državi. Izbrali ste kar nekaj zanimivih govorcev iz različnih področji. Po kakšnem ključu ste jih izbirali? Želel sem ljudi, ki so res že nekaj naredili. To je bil prvi ključ. Drugi ključ je bil pa, ker je to prvič in ker moraš narediti brezkompromisno, da vidiš, kaj je dobro in kaj ne, odločil sem se po čist lastni presoji, kaj bi jaz poslušal, koga bi jaz gledal, če bi mi nekdo dal priložnost gledati. Kaj je pravzaprav tisto, po vašem mnenju, najpomembnejše, najzanimivejše, kar ste danes morali dati iz sebe, povedati, deliti z poslušalci? Mogoče to, da poiščejo v sebi neko tisto svoje poslanstvo, mogoče, ki ga imajo, odkrijejo neke svoje skrite talente, jih razvijajo do maksimuma in probajo s tem nekaj narediti. To se mi je tisto, kar sem imel jaz danes v principu zapovedati tej publiki tukaj. Mislim, da je najpomembnejše sporočilo tisto, da pravzaprav kreativnost je nekaj, kar ima svojo vrednost in svoje bogatstvo. In kreativnost je tisto, ki nam pravzaprav omogoča, da lahko stopimo korak naprej in da odpiramo nova vprašanja in da gledamo na težave tudi iz drugih zornih kotov. Če hočemo res take inovacije stvarjati, ki bojo bistveno prispeva kvalitete našega življenja, to se pravi, da nas bojo nekako srečevali, ne pa samo večale našega pohlepa. Potem moramo že v izvoru naše kreativnosti delovati kot celovita človeška bitja, imeti stik z naravo, s celotno človeško družbo, biti občutljivi na številne probleme, na množico namigov, ki jih opažamo in to čim bolj kreativno povezovati, ne pa delovati kot neka mašina, ki bi nekako sledila samo nekemu ozkemu določenemu cilju. Delil sem zgodbo o mojem raziskovanju pajkov in bolj konkretno o odkritju in ponovnem odkritju pajka giganta. To je pajk, ki je največji mrežar na svetu in ta zgodba je bila vredna tega, da sem jo malo razdelil med ljudi. Poleg tega pa sem potem omenil, kakšne so posledice takih gigantskih dimenzij živali za njeno biologijo in sicer bolj konkretno za evolucijo spolnih strategij pri pajkih, ki so precej svojstvene. Kako človek pride do tega, da se ukvarja z poročno fotografijo? A ni to malce osladno? Lahko, mislim, definitivno je poročna fotografija kot taka dolgo let bila neko obrtniško delo in iz tega tudi izhajala ta osladnost. Zadeva se je pa razvila na nek mnogo višji nivo in je v bistvu stara neka cela znanost. Ravno ta kompleksnost poroke kot nekega dogodka, ki združuje v bistvu praktično vse fotografske vrline, od same reportaže, obvladovanja portretne fotografije, pokrajinske fotografije, en kup nekih zvrsti, ki jih mora fotograf obvladati in imeti neko, poleg tega pa še neko notranjo vizijo, je tisto, kar v bistvu me je pritegnilo oziroma vodilo samo do tega, da sem ugotovil, da v bistvu da tista zvrst fotografije, ki mi pa najbolj paše, je pa poročna fotografija. In probo razviti, potem sem pa v bistvu, ko sem ocenil, kakšna je situacija na slovenskem trgu, sem pa rekel, da to bo mogoče res priložnost, da predstavimo in da naredimo tukaj nekaj novega, da postanemo nekako enakovredni tudi v tem pogledu razvitemu svetu.
Zdaj vsi imamo spomine nekako kako naši togi starši v togih poročnih oblekah stojijo pred še bolj togim ozadjem. To je očitno bil to trend z tistega časa. Kaj je danes trend na področju poročne fotografije? To je trend, ne? To je trend, no. Trend se vrača, bi temu rekla. Čist zadnji trend je točno to, ne. Pripraviti par, saj kar se tiče tistega, če spustimo vse ostalo, kar tvori neko poroko, neko zgodbo, ki moramo pokazati, ampak če se vrnemo samo na samo izključno portretno fotografijo, na portretni del fotografije, je pa to ta prisiljena, vzravnana poza, ki resnično izžareva neko globoko osebnost, se nekako vrača, pa to zelo zahtevno, ker če nočeš narediti tako, da to izgleda osladno ali pa brezvezno, je pa treba resnično iz oseb spodbiti tisto notranjo karizmo ali pa tisti kanček karizme iz para ven potegniti, da znate to pokazati na sliki. Kako bi pa v bistvu čisto na kratko povedali, s čim se vi pravzaprav ukvarjate? Jaz se najpogosteje ukvarjam s psihiatrično komorbidnostjo, to pomeni s posebnim stanjem, ko ena in ista oseba ima poleg zasvojenosti še dodatno duševno motnjo, ki se lahko pojavi sočasno ali pa zaporedno. In na tem področju se ukvarjam predvsem z zdravljenjem teh težav. Gre torej za pogost pojav? Gre za relativno pogost pojav, na katerega smo v zadnjih letih precej bolj pozorni, kot smo bili v prejšnjih, in je pojav, ki zahteva svoje ne samo vire finančne na področju raziskovanja, ampak tudi vire za odpiranje novih možnosti zdravljenja. Danes vas je bilo tukaj kar nekaj ljudi, ki se ukvarjate z zelo resnimi, pomembnimi zadevami, vam je zanima, a počnete v življenju tudi kaj neresnega? Zagotovo počnemo. Zelo neresnega. Čakajte, kaj bi mi zdaj... Ja, najbolj neresne so tiste stvari, ko včasih kaj ušpičimo namerno, ampak vedno na tak način, da ne prizadenemo nikogar in da se na koncu vsi zabavamo. Danes ste govorili o svojem delu, o svojem znanju. Me zanima, kako sploh kaj Slovenija ceni vaše delo, vaše znanje. Je morda za to primer bil v tujini morda prišlo bolj do izraza? Torej, na nek način bi prišlo bolj do izraza ponekod v tujini preko recimo Japonska, Amerika. Je pa vprašanje, če bi imelo to smisel, ker vsi vemo, da pač tujina te hitro sprejme, ampak tudi hitro zavrže, ko te ne potrebuje več. Tako da kljub vsemu želim, da bi plodovi mojega dela ostali čim več tukaj. Odkritje tega vašega slavnega Pajka je iz vas naredilo skoraj eno tako pravo malo pop zvezdo, ne bi torej lahko rekel, da Pajki res prinašajo srečo. Ja, no, bi pa v isti sapi omenil, to je sicer res, da so mediji zelo zagrabili to odkritje, bi pa tudi omenil, da sem odkril tudi 40 drugih vrst pajkov, ki pa jih noben ni opazil. Tako da ni vse, da vsak pajk prinaša srečo. Mogoče ta poseben. In zakaj ravno pajki? Jaz recimo spadam med tiste, ki bežijo iz sobe, ko ga zagledajo? Zato, ker vse, kar se tiče njihove biologije, je fascinantno. Od diverzitete do vedenja, do evolucije, vse. Mene pač fascinirajo že od nekdaj. Kaj je tisto, kar vašo znanstveno žilico draži še naprej? Kaj je naslednje, kaj želite najti, proučiti, raziskati? Poleg tega, da želim najti tega pajka tudi v naravi, ki noben ga še ni opazoval, poznamo ga samo iz muzejskih primerkov, bi rad dognal še določene stvari, kar se tiče njihove evolucije, njihovega spolnega vedenja. In sicer rad bi vedel, do katere mere je spolni konflikt odgovoren za nastanek in diverzifikacijo vrst. So pajki danes, kljub temu, da jih poznamo v velikem številu, ogrožena bitja? Niti ne, pajki nasploh niso. Govorim zdaj zelo nasplošno. Niso zato, ker niso specializirani na določeno rastlino ali pa na določen plen, so zelo nezahtevni. Seveda je pa treba povedati, da večine pajkov še ne poznamo, še niso opisani in večina jih je v tropskih gozdovih. Tropski gozdovi nam zginjajo vsak dan in večine pajkov očitno nikoli ne bomo spoznali.